Dober dan in dobrodošli v novi epizodi spletne oddaje Masterchef Kuhna, kjer gostim nekdanje masterchefovce in z njimi pripravljam kratke, enostavne in okusne recepte. Danes gostim tekmovalca 4. sezone Gašperja Kramerja. Gašper, pozdravljen. Zdravo. Kako je? Super. Super. Tule imamo par elementov iz Masterchefa, so se ti obudili kakšni spomini nazaj? Definitivno dobri spomini. Ja. Jaz sem kar užival v tej kuhinji in predvsem mi je všeč ta aluminijast luk in se zelo dobro počutim za pultom. Si redi, da nekaj pripravimo danes. Povej, kaj nam boš skuhal? Danes bomo pripravili eno zelo enostavno pašto, ki je meni zelo všeč. Spada pod comfort food, ki si tako se malo pocrklaš in boste videli, zelo enostavno. Zakaj si izbral točno ta recept? Drugače osebno zelo živim LCHF življenjski stil in pasta ne pride čist najbolj skozi vsakdanjik, ampak vsake cajta se bo treba malo pocrkljati. Si se prišel k nam malo pocrkljati za eno tako comfort food, kot si povedal. Povej, kako se začne vse skupaj, probala bova narediti v nekih približno 10 minutah, ker se letos vse vrti okoli 10, ker imamo 10. sezono. Tako da, povej, verjetno bova tamle vodo pripravila za pašto. To so zelo enostavne sestavine in zelo enostavno jih je pripraviti. Boste videli sprot, kako to vse poteka. Definitivno sem jaz človek, ki imam rad prej stvari pripravljene, tako da bomo začeli z klasiko čebulo in česnom. Prepražili, dali noter paradižnikove, tele, da naredimo tako omakico. Vmes se bo pašta skuhala, dodamo na konec rikoto in malo parmezančka pa baziliko za finiš, da je malo tega mediteranskega okusa in to je to. To je to. Velja, super. Te kar povabim, lahko mi vmes malo poveš, kaj pripravljaš, jaz pa ti bom še kakšno vprašanje postavila. Super. Najprej bomo začeli česen čebulo. Narežemo, na drobno sesekljamo, tako da se čim manj pol koščkov čuti, ko jemo. Povej, iz Masterchefa, zdaj tvoja sezona je bila v letu 2018, je menilo že kar nekaj let. Zdaj to si malo spucal vse te občutke. Kaj je tisti najlepši trenutek, ki se ga spomniš iz Masterchef kuhinje? Ja, če sem malo hudoben, pa zelo iskren, mi je najboljši trenutek bil, mislim, da je bilo pred zadnjo oddajo, ko sem jaz šel ven pol, ko sem premagal mojega velikega rivala Leona, ki me žal ni maral. In smo delali neko sladičko in ker je bil on oznanjen za kralja sladic, je takrat zelo slabo naredil in jaz sem naredil zelo dober in je on šel pol ven. Tako da mi je bilo to eden izmed lepših spominov. Kaj je bila to za ena sladica, če nas malo spomniš? Mislim, da je bila nekaj z mangotom, pasionko, neka taka monoporcijska in vem, da je bila tudi dobra in tudi zelo enostavna je in tako svežina. No, le, očitno je bila dobra, ne? Če si takrat zmagal, nekaj je že bilo na tem. Povej, si bolj naklonjen slanim jedem, bolj sladkim jedem? Jaz imam nasplošno v življenju kar malo težav in ni me sram priznati, da sem sugar junkie. Tako da imam zelo rad sladko in cel življenje se že sladkim borim, da ga ni preveč. Tako da zelo veliko delam tudi sladkih stvari. Je pa res, da se pač moram dejansko brzdati, ne. Kaj je tvoja najljubša sladica, ki jo sam pripraviš? Obožujem cheesecake, ker imam zelo rad sirčke in vse, kar je s sirimi povezano in tako naprej in mlečni izdelki so mi zelo priljubljeni. In bi te doletelo to, kar je doletelo mene, da si tudi ljubitelj vsega mlečnega, dobiš mlečno, da si mlečno intoleranten oziroma laktozno intoleranten in pol je konec sveta, ne, se ni ga čist konec, ampak je pa... Skoraj konec sveta, ja, se čist strinjam. Ja, določene stvari predstavljajo, se mi zdi v življenju tak užitek, da je res težko se jim odpovedati in če se jih moraš zaradi samega zdravja, je to predvsem težava zelo v glavi, ne. Mi smo tebe spremljali tudi na poti po Masterchefu, na tej poti tvojih borbe s kilogrami, kako si shujšal tako neverjetno, da smo se ti vsi čudili, kako ti je to sploh uspelo. Takrat je bilo tudi verjetno nekaj odrekanja, ne? Ja, točno to.
S tem sem nekako dokazal, da sem pač zelo močna oseba in da tudi taka zasvojenost, ki je pri meni, ne, jo lahko premagam, če se res pač potrudim, ne, če si res zadam nek cilj. Ni bilo lahko, iskreno pa povedano, da sem imel toliko močen fokus, da ni bilo toliko težko, kakor si ljudje predstavljajo. Takrat sem pač enostavno se v glavi prepričal, da tako pač more biti. Trenutno smo na temu in sem bil skoraj 1 leto brez grama sladkorja. Tako da je bilo kar težko zame, ampak hvala Bogu so tudi zelo dobre alternative pri nas, tako da se vsem da malo posladkati vsake toliko cajta, pa da ne gre v kile. Ne? Pa da ne gre v kile. To je v bistvu tako, kot vsaka ta neka mala odvisnost, ki jo imamo ljudje zdaj, ali so to cukri, ali so cigarete, ali karkoli. Pa je pa vedno vprašanje, a začneš s tem po malem, se pravi, da si zmanjšaš količino, ali da odrežeš. Kaj si ti naredil? Jaz sem tudi po naravi kot oseba zelo neučakan človek. In kaj to pomeni, da ko sem jaz začel hujšati, sem rekel, ne bom hujšal jaz zdaj 3 leta, 5 let, kakorkoli, ampak sem rekel, dajmo to narediti v čim krajšem času. Da je čim prej muke konc. To pa je prosta razlaga in je tudi tako bilo. In sem se 1 let res odpovedal vsemu, zelo na hard bil, sam do sebe, ampak rezultat je pol bil. Ne? Tako da... Kaj pa je bilo potem po tistem 1 letu, kako si potem začel živeti očitno drugače, ne? Če zdaj praviš, da je bilo tiste 1 let brez vsega? Pol se res navadaš malo na ta način prehranjevanja. Jaz sem shujšal 100 kg v 1 letu po načinu ketonske diete in to je ta modern stil LCHF in tako naprej, čim manj hidratov. In moram priznati, da nikoli nisem bil lačen, da ni to neka hrana, ki bi bila da te zelo omejuje ali karkoli. Ti še vedno dobro ješ, okusno ješ in zelo veliko lahko ješ. Samo moraš res paziti, kaj in kako. In potem sem se jaz zelo navadil na to, tako da mi še vedno predstavlja 70-80% hrane je pač LCHF. In potem sem bil jaz pol seveda zelo športno aktiven. No, tudi to sem hotela vprašati. Ko si športno aktiven, si veliko več lahko prvošaš tudi junk fooda in nezdrave hrane. Ne? Pa še vseeno se pol ne pozna. Ne? Tako da mi je bil takrat sam lifestyle tako zelo všeč. Kaj je tvoja sladka pregreha? So to junk food ali je to sladkor? Sladkor. Razne klasične čokoladice do, ne vem, nutele, kakšne palačinke in tako naprej, do res, ne vem, tortic, vse, kar je sladko povezan, sem jaz zelo... Je to to? Ja. Jaz si zelo na to. Kaj pa Masterchef zdaj, tebe zdaj že, koliko sva rekla, 6 let je od tvoje sezone. Ga še vedno spremljaš, gledaš sezone? Skozi spremljam, vse sezone spremljam, ker mi je fajn, da se nekako poistovetiš in veš točno, kako je bilo in kakšni so bili neki pritiski in kako je bilo to vse skupaj. Tako da mogoče malo z drugačnimi očmi gledam vse tekmovalce, kot pa ljudje, ki niso bili v Masterchefu. Ne? Se ti zbudijo vsi te občutki, medtem ko jih oni čutijo, se še spomniš tega, glede na to, da je že nekaj let od tvojega tekmovanja? Ja, se še kar dobro spomnim in tudi bilo je... Mislim, jaz imam osebno dobre spomine. Vem, da je bilo zelo naporno, vem, da smo imeli res dolga snemanja, ampak bi z veseljem to še enkrat ponovil brez težav. Kaj praviš na te, znaš, veš, vedno se pogovarjamo pri sodnikih o branju med vrsticami, oni hodijo okoli, neki pogledajo, zdaj ali je branje med vrsticami, ali je branje mimike. Koliko si bil ti dober v tem takrat? Se ti zdi, da si začutil, kaj ti skušajo sporočiti? Mislim, da bolj ne, zato ker je vse en tak pritisk noter in si živčen. Ne moreš brez tega in pol včasih preslišaš ali pa ne znaš se čisto dobro skoncentrirati na to, je bolj mogoče fora v tem, da pol kasnej, po oddaji pa rečeš, aha, točno takrat je to povedal in bi lahko tako naredil in tako. Ne. Ja, se v bistvu je med snemanjem veliko nekih faktorjev, ne? Tle so kamere z vseh strani, pa so sodniki, pa
ti imaš pritisk, ura, drugi tekmovalci, si predstavljam, da je kar kaos, ki si tam noter, ne? En zelo velik kaos je. Res je ta Masterchef ura tak močen pritisk, da te res včasih spravi iz tega comfort zona in delaš stvari, ki jih drugač v real lifeu ne bi delal, ne? Ampak ja, vse je z nekim namenom in razlogom in je bilo čist. Kaj si se naučil v Masterchefu? Zdaj lahko je v obziru osebne rasti, da si sebe spoznal, lahko je v obziru kuhnje. Kaj bi bil povzetek, kaj ti je Masterchef dal? Ja, predvsem na področju kuhanja sem veliko dal, ker enostavno imaš veliko eksperimentiraš lahko v Masterchef kuhinji in veliko nasvetov slišiš in druge tekmovalce opazuješ in tako naprej. Tako da nivo samega mojega kuhanja je bistveno dvignil se. Ja, glede osebnosti pa, da te ne smejo stvari v življenju preveč iz tira vršiti. Tudi pritiski in tako naprej. Ostan miren in ostan zvest sam na sebi in to je to. Kontrola stresa. Kontrola stresa, ja, res je. Se pravi, so doma v bistvu kar veseli, da si šel, ne? Tudi kasneje si spoznal zdaj svojo partnerko, verjetno je čisto okej, kad ti lahko pripraviš marsikaj, ne? To je kar hvaležno imeti doma nekoga, ki zna veliko kuhati. Ja, mislim, da je moja partnerka kar vesela. Sva drugače oba v kuhinji, oba kuhava, ampak mogoče jaz malo več, ker tudi zadelam zelo z enim užitkom. Jaz mislim, da je kar zadovoljna in res dobro jeva doma. Tako da ni problema si kaj pripraviti, kaj je mogoče malo bolj zahtevno, pa res za ta užitek. Za užitek. Povej, kaj je naslednji korak? Se pravi, zdaj smo dali vodo vred, da bo za paštico. Olivno olje sem dal v ponev in bom prepražil čebulo, česen in paradižnike. Zdaj, ko gledaš, ti si bil še, če se prav spomnim, iz časov, ko je bilo še Alma, ne? Ne, jaz sem bil iz časov, ko je bil Bine. Aha, ti si bil takrat, ko je že bil Bine. Zdaj spremljamo Mojmirja. Kako Mojmirja zdaj vidiš kot novega sodnika? Kljub temu, da se z Binetom nisva si bila najbolj simpatična, se mi zdi, da je bil na trenutke bolj močen. Se mi zdi Mojmir mogoče malo preveč nežen, premalo hard. Aha, da je bil Bine mogoče malo bolj strog. To se ga je takrat kar držal, se mi zdi. Čeprav sam ne ve, zakaj, no, ampak jaz mislim, da moramo Mojmirju mogoče dati še malo časa, da vidimo, če bo, da se tudi on še malo upele v to kuhnjo, ne, vseeno tudi verjetno sodnikom na prvo ni lahko pridati. No, če pa si z Binetom takrat nista bila simpatična, kdo je bil tvoj najljubši sodnik in zakaj? Nekako sva se najbolj povezala s Karimom. Karim je tudi mogoče bil takrat še tudi malo bolj v krogu in taki for se mi zdi, da se kar malo zdaj se je malo se bolj poštekamo med sabo in tako, pa seveda zelo veliko spoštovanje ima Karim od mene, ker vem, kaj je tudi ustvaril in kako on pripravlja te sladice in tako vedno rad grem k njemu, tudi se vračam in ziher kupam kaj sladkega. Makaron se znaš pripraviti? Makaron sem enkrat celo delal in so mi ratali, ampak je pa zelo zahteven, se mi zdi postopek, tako da ne rad teh pripravljam. Lansko leto si gledal, je bilo v prejšnji sezoni, smo videli, da je ena od tekmovalk pripravljal v bistvu makaronse v rekordno kratkem času. Tako da vem, da so zahtevni, tisto lansko leto je bilo pa na drugem nivoju, ne? Jaz sicer zelo rada pečem makaronsi, so mi pa tako, imam pa kar eno spoštovanje do njih, da jih pustim tam pri Karimu. So dosti lažje sladice, pa tudi enako dobre, tako da. Kakšnih izzivov, recimo, ki si jih videl v Masterchefu, kaj je tacga, ki si rekel, jaz bi pa tudi to probal takrat, ko sem bil v Masterchefu. Kakšni izzivi so ti najbolj všeč? Skupinski, samostojni, tisti, ki so razne igre, ali da imaš čim manj sestavin? Ja, meni v Masterchef kuhinji so mi bili zelo všeč skupinski izzivi, ker sem mnenja tudi v privat življenju in tudi poslovno, da več glav več ve. In se mi zdi, da se s tem ustvarjajo bistveno lahko
boljše jedi in bolj kompleksne, ker ima vsak svojo nalogo in tako naprej. In je bilo res dobro kuhati v skupini. No. Ti si sicer frizer, kako pa je s kuhinjo? Veliko ljudi se potem poda tudi poslovno v kuhanje po Masterchefu. Koliko si se ti lotil tega projekta? Zaenkrat še ne, razmišljam o teh stvarih in imam tudi neke poslovne ideje, ki bi lahko. Sam se mi zdi, da je zelo veliko enega truda, ene birokracije, ne vem česa vsega, zato da ti imaš neko restauracijo. Kar je pa meni mogoče malo, ne vem, prenaporno, no, če si iskreno povem. Jaz imam zelo rad tako enostavne stvari in zelo rad imam ekipo, ki je vsaka za svoj področje. In če se bo kdaj pokazalo v prihodnosti, da bomo imeli, da bom najdel tako ekipo, kjer bo to funkcioniralo, sem z veseljem tudi zraven pri kakšnem projektu, da odpremo neko restauracijo ali kaj. Aha, bi imel tako, mislim, te vleče v to. Kaj si pa predstavljaš, kaj bi imel to, nek bistro, restauracijo? Ne, jaz imam idejo, ker iz osebnega življenja, zakaj sem jaz bil tudi tako široka, ne, včasih, ker enostavno ni bilo časa. Jaz sem včasih veliko delal in sem delal tudi po 12-14 ur na dan v salonu. In vmes je bilo, na hitrico si mogel nekaj pojesti in to je bil valjda tam McDonald's ali pa nekaj tasga, nek junk food in tako. In to ni zdravo. Se pravi, jaz osebno, moje mnenje je, da bi mogli biti več restauracij s hitro prehrano, z zdravo hrano. Se pravi, razne solatke in tako naprej. Včasih je bilo nekaj tam, je bil nek solatni bar in tako naprej in so imeli res dobre solate. Mi smo skozi tja hodili v času hujšanja mojega tudi in sem bil res zadovoljen. Na hitrico si naredil okusna solata, dobra solata in tako. Ampak ne vem, zakaj to ni laufa. Zdaj lahko, da ne laufa to, zdaj to mogoče predrage sestavine so ali karkoli, ampak to je moja poslovna ideja in to je moja želja, no, da bi enkrat da bi dostavil zdravo hrano. Čist nekaj drugega, kot še ni mogoče. No. No, lej, mislim, jaz verjamem, da bi tudi to šlo. Se mi zdi, da je zdaj ta zdrav način življenja tudi mogoče vedno bolj modern, no, te stvari pridejo tudi v valovih, ne, da so zdaj vsi stremijo k temu, pa vsako leto imamo pomlad, ki je pred poletjem, pa vsi ciljajo na perfect summer body, ne? Tako da če ne drugega je to. Jaz mislim, da preveč ljudi se odloča res tisto po novem letu, novoletne zaobljube, pa gre v fitness in tako naprej. Ti moraš v bistvu čez cel let nekako to kontrolirati, vzdrževati in tako. In zelo si želim healthy way of life, športno življenje zame in za vse v moji družini in tako naprej. In bomo videli, se trudimo. No. Se trudite. Lepo, koliko pa kaj športaš, vem, da kolikor te spremlja na družbenih omrežjih, hodiš v fitness, ne? Ja. Tudi mogoče bom zgrešila, hodiš tudi v hribe? Tudi. Potem, ko sem jaz shujšal oziroma že vmes, se je začelo dogajati to, da sem si jaz lahko, da sem šel lahko športati za stvari, ki jih prej cel življenje nisem mogel. In potem je mene to zelo not potegnilo. Od fitnessa, hribov, kolesarjenja in tako naprej. In se trudim, da res čim več. V tistem času, takoj po hujšanju, je bilo meni najboljši del življenja, ker sem res vsak dan bil nekje in vsak dan tako v neki športu. Je pa res, moram iskreno priznati, da trenutno nisem še v tej fazi, da bi spet tak način življenja imel, ker verjetno ste tudi, ker spremljate mojo zgodbo, ste tudi vedeli, da sem 1-2 rakca prebolel. 1-2, to tako zelo skromno poveš, mislim, to je velik poklon. In moram vseeno priznati, da me je psihično zelo potrl, zaradi tega, ker sem fizično bil toliko slabši. Se pravi, fizično sem bil slabši in posledično je moja psiha zelo trpela. Ne? In še zdaj trpi in težko pridem nazaj v tisti nek ritem, da bi lahko res to tako na dnevni bazi športu. Nekako nimam te volje še, ampak jaz mislim, da pride nazaj. Ja, jaz verjamem vate, mislim, dokazal si že zelo veliko, je pa tudi za telo verjetno čist hvaležno, če ne greš na polno, tako je fajn, če ga počasi pripraviš. To je glih največja težava pri meni,
ker delam stvari zelo na hard. Se pravi, ali orank ali pa na čez pravim, ne. In tudi šport je pri meni tako, da rad športam zelo ekstremno. In so ekstremni podvigi in tako naprej, ne. In vse, kar je manj, kar mi zdaj trenutno telo ne dopušča, je zame pol fail. Čeprav ni, ampak... Ja, ni, ne? to je. Ja, lahko pač vzameš kot korak po korak in boš prišel spet na ta cilj, ki si ga zadal, ne? Predvsem čas mora miniti, da se telo postavi nazaj v neko, spet, da je čist zdrav, da bom lahko, a ne, spet naprej športu in tako naprej, ker trenutno sem res omejen tudi s tem, ker so posledice same kemije, ne? Ja, seveda, ja. Praviš, da si vseeno zelo trmast, že samo pri hujšanju smo to videli, ampak mislim, da ta tvoj karakter je zelo hvaležen tudi pri vseh teh boleznih, ne? Je lažje, ne vem, če je to sploh prava beseda, je pa drugače to zborbati. Če bi ti bil mogoče malo bolj švoh karakter, ne? Ker imaš ljudi, ki se predajo, jaz tebe ne vidim kot nekoga, ki se preda. Ne, to definitivno ne. Je pa tudi mogoče to ena stvar, ki jo jaz osebno nisem vzel kot nek konc sveta. Ljudje, ki izvejo za tako diagnozo, se mi zdi, se kar jih zelo potre. In pol tudi med samim zdravljenjem imajo v glavi to, kar vidimo mi v nekih filmih ameriških, da si pol fertik, da ko mi živiš, da ležiš na postelji in ne moreš niti ne vem kva vstati in tako naprej. Tega pri meni ni bilo in jaz nisem imel občutka, da sem sploh zelo bolan. Jaz sem imel občutek, da imam, ne vem, nek prehlad, tako da ni bilo to neki ful. Se pa pol kasneje pozna, kako telo začne, ne, od znotraj poje energijo in vse tako. To je, ja. No, ampak vseeno na hodnikih onkološke se je zgodilo tudi nekaj lepega, ne? Si spoznal svojo drago Klaro, ki ti tudi zdaj stoji ob strani, je pa še ta podpora, ne samo, da si psihično močen, imaš še nekoga, ki te razume in ve, kako je čez vse to iti, ne? Kako se je ta ljubezen zgodila takrat? Res je eno čudno naključje se je zgodilo v življenju, ne vem, a se res tako zvezde poklopijo in tako naprej. Ja. Aha, sem še povedal vmes, da si zdaj popražil paradižnike, dodal si malo ovinčka. Česen, čebulo smo prepražili na olivnem olju, dali smo paradižnike, kjer so se tudi malo podušili in da se razpustijo, zdaj smo pa zalili z malvazijo. Koliko časa potem zdaj še to pustimo? To pustimo, da alkohol čist povre, še par minutk, lahko majčkeno povišamo temperaturo. In pol bo počasi že to. Kje smo ostala? Pri Klari. Res en čuden splet dogodkov je bil, res tako naključje, ne vem, jaz verjamem v neko usodo, jaz verjamem v neko, da nam je neka življenjska pot zapisana in očitno je tudi tako mogel biti in sva oba res zelo vesela. Spoznala sva se na onkološkem, ona je bila tudi zdravljena. In med tem zdravljenjem, ko smo se tam srečevali, sva se pač spoznala in pol nekako smo se pokonektali še z drugimi onkološkimi bolniki in smo ratali tako ena taka družba, ki mi pravimo onkomafija, in smo se dosti družili in smo pol tudi skupaj hodili na razne šmarne gore in tako naprej. Res si probaš biti pol v podporo in tak, kad gre čez to, te najbolj razume. In smo res bili taka super ekipa, no. In ja, pol kasneje, čez toliko in toliko časa, se je pa pol po tem druženju se je pa pol zgodil tudi ta nek preskok v čustvih in iskrce in tako. In ja, zdaj sva že nekaj cajta par. Sta že kar nekaj časa par, vaju spremljamo. Je pa res, kot si povedal, ne? Zdaj imaš ob sebi nekoga, ki te razume in je sigurno drugače, ne? Tudi ti čutiš v podpori. Res je. To sva dala oba skupaj čez in je podpora z obeh strani in je lažje mogoče v življenju, ko greš enkrat čez to skupaj, ne? Je pa več razumevanja. Lepo, zelo lepa zgodba. Mislim, da sta kar navdihnila mnoge, da je možnost tudi v najbolj temnih časih najdeti nekaj zelo lepega. Res je. Zdaj bomo dodali še
Klasika, osnova, sol, poper in pa jaz imam rad mečken tekoče, tako da bomo dodali še mečken čilija. Imaš letos v letošnji sezoni, ki trenutno poteka v naši 10. sezoni, že kakšnega favorita? Koliko si sploh ta gledalec, da si izbere nekoga za svojega? Ne, Ali samo gledaš? Jaz samo gledam in opazujem in vidim in sem na nekatere, imam zelo velik respekt, ker vidim, kaj delajo in kaj ustvarjajo noter, ne, ker vem, kakšen pritisk in tako naprej. In nimam favorita, definitivno ne. So mi pa všeč od nekaterih tekmovalcev stil kuhanja. Tako da ja, bomo videli, kako daleč bojo prišli. Torej te navdušijo bolj z recepti, z iznajdljivostjo, kot karkoli drugega. Kaj pa, ko gledaš izzive, recimo prej si rekel, da so ti bolj skupinski všeč kot individualni, kaj pa ta primerjava? Imaš na voljo celo trgovino ali pa tukaj imaš 3 sestavine? Boljš to. Jaz sem čez življenje kuhal tako na ta način, da odprem hladilnik, pogledam, kaj je noter, neke ostanki, se reče, in z tega pa skuhaš. In več, kot je na izbiro, se mi zdi težje, pa tudi več ljudi pričakujejo. In se mi zdi, da je težje kuhati in mi ni všeč. Imam raje manj sestavin. Ti ni všeč. Se mi zdi, da se med kuhanjem v Masterchefu, vse veš, ne, doma to vsi gledamo, pa se čudimo, kaj vse rata. Vi ne samo, da se vmes naučite kuhati, mislim, vam začne tudi domišljija delati, čisto v nekih drugih spektrih. Se mi zdi, da imate pol kar ideje, ki se neko širino dobite tudi, no? Ja, res je, ja. Te naučijo v Masterchefu marsikaj in res dobiš to širino in res pol malo te okuse pogledaš, ker jih mogoče pred Masterchefom niti nisi uspel skrb dajati. Vmes sam dodam še rikoto, ker smo že počasi zaključujemo. Takole. To bo nekaj zelo slastnega in kremnega. Tako. Takole. Ti ta domišljija potem dela še naprej? Ti ostane ali samo takrat, ko je pritisk? Ne, tudi doma rad probavam in tudi doma imam rad domišljijo in da se stvari probava tudi kakšne stvari, ki ne grejo skupaj, ne? Tako da vedno rad eksperimentiram. Najbolj nora kombinacija, ki ti je uspela in je bila zelo okusna? Kaj bi rekel? Mogoče se bo slišalo malo preveč klasično, ampak to si predtem res nisem predstavljal, ampak čili in čokolada definitivno je one of my favorites. Aha, čili vidim, da ti je zelo ljub. Ja, rad imam, da mečken zapeče, da malo dobi sama jed karakterja. Malo izziva. Se pravi, malo, ne pa tisto, da je preveč. Tako. Pikico vode od pašte, ki se je kuhala, je vedno dobrodošla v sami omaki. In to je potem praktično skoraj že to, ne? Sva že pri koncu. Še svežo baziliko. Tako. Parmezan dodaš na koncu na krožniku. Parmezan dam na koncu, oziroma si ga dajo ljudje poljubno. Zdaj pa rabim samo še krožnik. Hvala. No, jed je končana. Zdaj bom jaz tole sam še dal. Jaz sem že pripravljen, sem že vilc vzela, sem že v napadu. Super. Takole. To je neka porcija, ki je mogoče skoraj malo preveč za enega, ampak rečemo, da imam pašto zelo rad in da lahko tudi, kadar jem, lahko tudi kakšen košček več. Tako. Pa poljubno se da gor parmezana. Mečkan ga bom dal, tako da je. Čeprav jaz pravim, da sira ni nikoli preveč, a ne? Nič mlečnega ni nikoli preveč. Takole. Super.
Da vidimo zdaj, kaj smo pripravili. Mene predvsem zanima čili, ker nisem, moram priznati, velika oboževalka. Ampak ti zaupam. Zelo kremno, zelo sveže. Začinjeno, v redu. Ja, ker potem pride, ker ni vmes. Čist na koncu. Čist je na koncu in to je čist malo. Tako da je... To je ta karakter, ki jaz pravim, da mora biti malo v jedi, da ni, tako kot naš prijatelj reče, Gordon Ramsay, da ni hrana blend. Aha, da ni blend. No pa da ne pretečeš vicek preveč, Tako, ne? to je to. Je glih prav. Je glih prav. Gašper, hvala ti za tale krasen poletni recept. Hvala za vabilo, bilo mi je veselje. Sem vesela, da te lahko tudi mi malo pocrklamo z malo drugačno hrano, oziroma ti nas. No. Jaz ti želim vse najboljše v ljubezni, v zdravju, v kuhinji. Pridi še kaj, pa se bomo skupaj posladkali. Hvala, z veseljem. Hvala tudi vam, dragi gledalci. Spremljajte nas še naprej. V kuhinji bomo pripravili še kar nekaj receptov.